Dobro jutro, kapitalistke in kapitalisti. Ne, kapitalisti in kapitalistke. Happy. Ja, veste, to je bilo eno gibanje, ne? Vsi smo happy in vsi smo happy, problemi so tam in čustva slaba so tam in happy, vse je krasno, samo rogi, zvezdice in rožice in gremo. Dogaja se shift zagotovo je kaj več kot sem happy, ampak izumil sem besedo kapitalizem, ker se mi zdi krasna, da me ne boste kdaj povezvali s tem, da sem govoril, da je treba vse slabo, sam tam pustite, ne, pa zdi, kako vse lepo. Ne, nikoli vam nisem govoril samo o rožicah in samo o rogih, razlagam vam o tem, da je treba začutiti vsako čustvo, ga sprejeti in spustiti. To je tisto, kar je v bistvu mnogim najtežje, nekako mi je nedojemljivo, ne? Ampak opažam, da precej pogost pojav, da ljudje so žalostni desetletja in čez, ker ne porihtajo svoje žalosti, ne odžalujejo svojih izgub, ne morajo sprejeti, da so enkrat pred leti nekoga zgubili, ne? Pa tako so ga imeli radi. To je tista čustvena naveza, kjer pravim, dajmo izžalovati do konca in odžalovati in gotovo. In ker če ne izžalujemo, pol imamo čustveno rano, ne, čustveno travmo. Enako velja za jezo. Ne, mu zameram, ker me je leta 1976 mi je traktor prevrnil. Ne. Mislim, jebi ga, si ga popravil, že dela naprej, evo, pičimo dalje. Nimamo se kaj, to ni bila tvoja, to ni traktor je prevrnil zaradi tebe, ampak zaradi sebe, ker je tok out. Ugotavljamo namreč, da živimo res pomešani ljudje z dobrim srcem in ljudje s sovražnimi nameni in nekje prav ti s sovražnimi nameni pravijo, združimo se, to smo mi vsi ljudje. Ne? Nekako sem vam tudi večkrat rekel, dajte tudi jezo ven, ne jo zadrževati noter. Vsako neizraženo čustvo je začetek za bolezen in ne sami sebi tega delati, ker ni to plov. To ni plov in če to ne izražite, pol ni. Strah je en izmed takih, ki nas konstantno drži v neki negotovosti. Zdaj, za shift je potreben pogum, da se odločaš, da rečeš, odrežem te in te vezi. Vsak res vezi pa seveda je zoprna stvar, ampak nikaj. Se moramo odločiti in se od določenih stvari, ki nam nižajo vibracijo, od teh stvari se moramo nujno distancirati. O tem sem vam jaz govoril milijonkrat že, pa imam občutek, da je mnogo izmed vas še vedno ujetih točno v ta cikl. Čustvene vezi, ja, pa pogum, ja, pa vojna in mir. Poznate vsi to knjigo. Vojna ni mir, vojna za mir tudi ni prava stvar. Dejstvo pa je, da vsi bojujemo bitke sami s sabo v tem, ko prehajamo iz enega v drugi svet. Mi se pogovarjamo o tem, da prihaja do ločevanja zemlje, do shifta, do dviga. Zdaj, nismo si znali predstavljati, iskreno povem tudi zase, jaz se nisem znal predstavljati, ker sem bral pred časom, zemlja se bo ločila, kam, kako se bo zdaj zemlja ločila, kaj vam pa je, kako zdaj, ne? Ampak dejansko se ločujemo ljudje, ki smo uspeli svoje notranje stanje dvigant na višjo raven vibracij, na vibracijo ljubezni, na vibracijo sočutja, spoštovanja, na vibracijo miru. Od tle naprej se odpira široko polje zavesti, svet igral, sem ga poimenoval tudi, malo za šalo, pa malo za res. In prav je, da se mi dvignemo na ta nivo. Vendar večina zemeljskega sveta je ujetega na nivo tretje dimenzije, na density, na trdoto. Veste, 3D je tretja density, trdota, ne? To je gostota pravzaprav. Pa če si predstavljamo trdoto pa gostoto, eno je voda,
5. dimenzija je pa para, gre pa za isto stvar, še zmeraj to H2O v drugem agregatnem stanju. Tisti, ki ostajajo, pravzaprav vsi smo bili ujetniki, ali pa večinsko ujetniki tridimenzionalnega sveta, ki je baziral na egu, ne? Torej na lažni maski, na lažnem jazu. V 5. dimenziji delujemo na nivoju višjega jaza in zdaj se preklop na njega. Ja, kako učim se pa preklopiti? Gre za proces. Iz dneva v dan postajaš bolj avtentičen in bolj vidiš, da pripadaš nečemu večjemu, da v bistvu znaš. 5. dimenzija je nekaj, kar deluje na občutke. Zdaj, ne vem, milijonkrat smo se že pogovarjali o dvignjenih kocinah, o mravljinčkih in tako naprej. Zdaj mogoče moja taka zadnja stvar, mnogo kontempliram in ugotovil sem, da v bistvu, če dam roke takole skup, lahko ugotovim, da tlele med prsti šviga, mravljinčke imam na koncu prstov in ugotovil sem, da je to povezano, sem ugotovil, vse spremljam, berem, raziskujem in prihajam do tega, da verjetno gre za tok energije skozi roke, skozi prste. Malo se poigrajte sami. Za začetek pa je treba se posloviti od tridimenzionalnega sveta in zagotovo smo znotraj shifta, kajti ljudje postajajo, ti, ki ostajajo na 3. nivoju, torej na nivoju ega, njihov ego je lahko zelo, zelo hitro ranjen in hitro vzkipijo, hitro so zintrigirani. Torej, če sami sebe ujamete, da vas nekdo lahko hitro fukne, vrže iz tera, da vas trigne, se zavedate, da imate še vedno stvari povezane z egom, s tem ni nič narobe. Prav je, da ga prepoznate, da rečete, hopla, pa zakaj pa mene tole zdajle streslo? Ne? Navadno smo zmer iskali krivca, ne, tam. In nekako se moramo vsi skupaj sprijazniti, če smo prizadeti. Če nas nekaj prizadane, je to nekaj, kar moramo na sebi porihtati. Glede na to, da smo opazili, da je okolica po večini v gromozansko velikem procentu narejena za to, da v bistvu triga ta našo osebnost, mene se strigati ne da, tako da vam povem po pravici, res se me ne da vršiti iz tera in bi res želel, da vsem to. Veste, jaz sem še par let nazaj, se spomnim, ko sem delal na koncertih, pa žurba, pa ovo. In meni so znali tako dekel dvigan, da sem popizdil tam pred ljudmi in ki bi vsem bi rad pomagal, pa nisem mogel. Zdaj, ko pa pogledam nazaj, pa si mislim, ti preklet prasec, ki ste prav vem, to so bili ego usmerjeni glasbeniki, pa je najdu tega tonca, ki ga je drkal. Jaz pa sem bil precej high tonc, pa se nisem nikoli imel za high, ampak ta odnos, veš, jaz sem na odru, ti pa pod odrom. Mislim, halo, ti boš pel, če bom vas kap zrihtala stvari. Mislim, ti ne boš pel, če nam jaz zrihtal, ne. Nima veze. Hočem reči, mene se danes ne da več, pred časom se me je pa dalo. Če ste lahko intrigirani, imate pri sebi tisto točko, ki vas trigne, torej ki vas sproži, ki vam dvigne pokrovko, ki vam se razjezi na obrate, to je vaša stvar. Vi morate tam predelati, zakaj vas je, zakaj ste prehitro reagirali, ker provokacijo srečate na vsakem koraku, kajti nahajamo se znotraj Hunger Games, ne? Torej igra lakote, kjer ti, ki so s pomočjo triggerja dobili svojo energijo, če dalje manj imajo hrane, vsaj od mene jo nimajo, ne? In zdaj nekako moramo tudi razumeti, da oni so v bistvu na nek način povzročevalci vojne. Oni so za nemir. Jaz želim imeti svoj mir. Ljudje na zemlji si zaslužimo mir, vendar obstajajo med nami mnogo številni ljudje, ki prožijo nemir. Zdaj Janša recimo je 3-krat celo javno probal zakuriti vojno v Ukrajina, Rusija, Evropa in tako. 3-krat javno, halo. Mislim, če to ni iskalec nemera, sovraštva, napetosti, poles, ne vem kaj. In tak človek ima 30% volilne mase, ali kako se temu reče. A sem prav rekel 30?
če ne celo kaj več. Nima veze, nekako bi rad, da pogruntate, da mnogo številni ljudje želijo zanetiti prepir, špeter, narediti problem, dramo, kaos, problem in pravzaprav na tak način želijo uničiti življenja drugih s pomočjo laži. Resnica prihaja na plano, ničesar se ne bo dalo več skriti, opozarjamo že dlje časa, ampak ne, oni kar z lažmi še naprej tolčejo po ljudeh. Vidim čist lasten primer, kako znajo lepo udrihati po meni, ampak to mene ne gane. Bolj je problem, da kdor želi nekomu uničiti življenje z lažjo, bo sam deležen povratnega udarca z resnico. Pa ne gre za to, da bi se resnica želela maščevati, ampak laž mora biti prepoznana in zaustavljena. Torej njegov napredek s pomočjo laži je nemogoč. In tukaj nekje smo, kjer v bistvu ljudje bi radi s pomočjo trikov, prevar, laži, manipulacije oziroma starega načina delovanja šli v 5. dimenzijo, ko bo resnica prišla, pa bi pa vsi radi imeli enak dostop do zdravstva, pa do financ, pa do ugodnosti, ki prihajajo. Tam pa bomo verjetno mogli narediti kakšno mašnico, pa kakšen zid, pa reči, tlele nisi še zrel, boš mogel iti malo nazaj svoj ego razpihati in ga raztumbati in ga ne uporabljati v svetu, ki prihaja. Skratka, ne se odzivati na provokacije, ni vsaka vojna, ki jo nekdo želi zanetati, vaša vojna in manjkrat, ko se upletate, manjkrat je možnost, da se vojna oziroma bitka oziroma sam nemir sploh zgodi. To je nekako, dajte probati razumeti zmeri z vidika sočutja, ljubezni, spoštovanja in ohranjevanja miru za začetek do sebe. Spoštujte sebe tako zelo močno, da vas nihče ne more in ne sme prizadeti. Ne? Zdaj, še enkrat, če ste prizadeti, vedite, da tam morate se pozdraviti. Zdaj je spet paradoksalno. Jaz sem rekel, dajte se zavedati po en stran, da z vami ni nič narobe, ampak da okolica vas jebe, ne? In vas stresa in vas premika, vam piha burjo v jadra. Dajte biti toliko hudi sami pri sebi, da ne pihajo kamor čejo, ampak vas to ne gane. Ne gane me, srce je kakor kamen. Ja, ni srce kot kamen, trden kakor kamen kost, ampak še kako bije, kajti srce, prek srca mi doživljamo vse tisto, kar sem rekel prej o čustvih. In žalost, in jezo, in zamero, in sovraštvo in tako. To so te temne in težka čustva, težke tipke na tipkovnici naših čustev. Imamo pa na drugi strani lepe, visoke, nežne harmonije, ki dvigujejo kocine, ki sproščajo mir, občutek milosti, blaženosti, miru, sočutja, ljubezni, sprejetosti in tako naprej, ampak sprejetosti od višjih sil. Zdaj, jaz verjamem, da sam nisem nikoli, vse to sem vam že razlagal, o Bogu govoril pa tako, ampak resnično gre za neko silo, katero, če boste Boga zavračali, jo ne boste mogli biti deležni. Zdaj pa si pa pomagi. Še enkrat, to nima veze s cerkvijo, cerkev je to na glavo zašraufala. Morate imeti vero vase, vedeti, da ste del Boga, da smo Božji otroci, da Bog prebiva v nas. Na cerkev ga, vsaka religija ga postavlja nekam drugam, se je že to logično, da ne more biti tam, ampak je tle. Ker religije so vedno vse narobe obrnile, zato da so kontrolirale ljudi. In ta Božja prisotnost je v nas, je pa res, da se Bog lahko naseli, bom rekel, ta mer, pa ta občutek, da se lahko naseli v čisto srce in v čisto dušo. Dokler je na svetu toliko ljudi, ki preko laži in preko lažnega ega packa svoje srce, svojo energetsko polje ali pa svojo dušo, kakor ćemo to reči, se ne more v njih naseliti blaženost, zato ker Ata ne dovoli prideti v umazan prostor. Govorimo notranjost.
in moramo se očistiti in prav je, da se očistimo na tak način, da nehamo delati narobe, sej ni težko. Pravzaprav preteklost smo rekli, pustimo od zadaj, kaj smo zajebali, kogar smo prizadeli, ali smo ga nalašč, ja ali pa ne, to je bilo in ne rabite nič mlinčkati pa mlet, prav je, da stvari pustite zadaj in si dovolite živeti prav, tako kot se zagre zdaj. Itak želite tudi sami biti v občutkih lepih, ne vem, ali ful uživate v masakriranju. Mene to dostikrat spominja na škofjeloški pasijon, kjer se oni sami sebe tepajo, ne, tepeškajo sami sebe, ne, auva, ne, to mazohizem, je to. Torej, sami sebe radi malo bolimo in depresija je temu malo podobna, rad se človek malo sam sebi smili, ne, in ker se malo sam sebi smili, to usmiljanje da naprej še komu drugmu smilu in pol to smiljevanje gre v 3 porke materne, ne. Tako da dajte biti dosti stabilni in svoje čustva naravnati, da ste stoični, da ne dovolite, da ste zamajani in da pol to zamajanost troste naprej. Tako je svet funkcioniral tisočletja verjetno, ne. Nekdo je bil ranjen v srce, da je točno s temi čustvi se ukvarjal s temi nizkimi in ni mogel naprej. Te rane se da ozdraviti in teh ran ne more ozdraviti nihče drug kot vsak sam. Zdaj si pa pomagaj in Bog ti bo pomagal. Še eno stvar sem hotel izpostaviti, ko sem rekel, Bog se lahko naseli v vas, ja, če odmaknete ego, drži, ampak nekako smo rekli, komu služiš. Služiš belemu volku ali črnemu volku. Služiš Bogu ali služiš Satanu. Ne moreš sedeti na obeh stolčkih. Ne moreš sedeti danes malo tle, jutri malo tam. Odločitev mora pasti. In večji del človeštva je zavedno ali nezavedno delovalo za potrebe temačnih sil, torej Satana ali pa Devila ali pa kakorkoli, in so delali stvari na robe, s tem, da so jih pokrili z nekim dobrim izgovorom ali pa z iskanjem krivca, ne? Vendar grešno živeti nekako nam je jasno, da verjetno ne pele glih v nebesa, ne? Nebesa niso takrat pol enkrat, ampak nebesa so stanje, v katerem se lahko nahaja vsak sam, če le želi, ne? Zdaj, želeti si je treba. Nikogar izmed vas ne morem zbrcati, naj začne prav delati, vsak izmed vas si mora zaželeti delovati prav in želeti doseči ta stanja, kot jih sam doživljam, kot jih opisuje glasba, kot jih opisujem jaz in kot jih opisujejo mnogi pred nami, ki so rekli, kaj je potrebno, da dosežeš raj v sebi. Tako da, ja, morate i sami izbrati. In zdaj nizka vibracija pa visoka vibracija. Bog vibrira visoko, Satan vibrira nizko. Zdaj, mi smo bili dolg časa povezani. Zdaj pa smo rekli, zemlja, 3D, 5D, Bog, Satan, vse to je pozitivno, negativno, nočem se na eno stvar definirati. Ta separacija postaja čedalje bolj očitna. Jaz ne morem več funkcionirati z ljudmi, ki so na nizki vibraciji, ob njih niti ne zdržim dolg časa. Zelo rad sem v bližini ljudi, ki so na poti k svojemu biti. Mi je pa jasno, da je prevelik procent ljudi še vedno prav zataknjen v ta nizko vibrirajoči tridimenzionalni svet in se ne more niti zavedati, da ko gre na srečanje svojega Ferrarja Janša in mu ploska, ne? Če bi si ta človek vzel malo časa zase, pa mičken preštudiral stvari, brez da bi bral te, ne vem kaj, obvestila, pa to, če človek malo umaknil, pa šel nazaj, pa rekel, čakaj, kaj je s tem Ferrarjem? Pa to je en sam posmeh. Pa posmeh ni lastnost človeka, halo? Jaz se nikoli nisem nobenu posmehval. Res ne. Meni so se pa mnogi posmehvali.
Žaljenje ni lastnost kekca. Kekec ni nobenega žalu. Posmeh in žalitve in nespoštovanje so izkaz nizke vibracije. In tja vas želijo potegniti. Najprej vas trignejo, vas odpnejo pokrovko in vas dobijo na svoj teritorij, tle vas začnejo pa črpati. Ne dovolite, da ste vlečeni dol. Vaša in naša naloga je, da vibriramo visoko, čim več časa v dnevu. Ja? In druga naloga je, da očistimo lastno srce, svojih pack, svoje preteklosti, svojih napačnih dejanj in svojih napačnih odločitev. Kar je bilo, je bilo. Pustimo zdaj stvari stati, tam zadnje, kjer so bile, če uspete iz tega potegniti kakšno lekcijo, je to, sicer pa ne bodite navezani nazaj. Kaj sem jaz zdaj le nekaj hotel reči? Da, moramo očistiti srce. Kajti, skozi srce lahko dobivamo kode, kodiranje. Mi smo zbombardirani z energijami, s frekvencami, ne vem še s čem, ne bom se jaz pretirano, da me ne bi kdo za kaj lovil. Zagotovo pa je, da se pogovarjamo o sončnih nevihtah, pa Schumannovih resonancah, pa energetskih operacijah, pa energetskih vplivih in tako naprej. Jaz to občutam. Upam, da vi tudi. In te stvari, te energije, te kode, te frekvence k nam prihajajo ne skozi noge, ne skozi roke, ne skozi glavo, ne skozi ušesa, ampak skozi srce. Kako skozi srce? Ja, ne vem, a ste bili kdaj zaljubljeni. Veste, kako gre kaj skozi srce. Tako. Na en tak podoben način probajte se malo teh stvari spomniti. In bolj, ko ste čisti, bolj, ko ste odprti, več frekvenc lahko sprejmete. To so v bistvu naše adaptacije, naši upgradi, naše nadgradnje, našega DNK-ja. Vsaka naša celica se obnavlja. Tako pravijo. Jaz vam garantiram, da sem vam govoril o tem, da se mi je dvignila, da se mi že davno dvignejo kocine, torej imamo nek občutek za neki, tudi sami verjetno, ne? Pa smo rekli, upgrade je, ko čutiš celit, kada imela vsaka celica v telesu svoje migetalke, pa tako dela. Zdaj, te stvari so se v meni adaptirale na tako, kada ima vsaka migetalka na celici še svojih 1000 migetalk. Nekako imam občutek, da občutam stvari, tako mene poplavijo mravljinci in to zavestno lahko sprožim in lahko zavestno skozi prste začnem prožiti te mravljince. A to dela tudi na deleč, da bi rekel takole, da bom do vas kaj poslal. Temu pa še ne verjamem, ne? Jaz temu še ne verjamem, zato mogoče, če ste kje koga srečali, ki bo skozi video vsebino pravi, počakaj, zdaj ti bom dal nekaj, ne vem, če to dela. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da bolj dela, če se nekdo na nekoga pomisli in v isti sapi se oba priklopita na tele empatično področje, ker ko boste vi to gledali, bom jaz že čist nekje drugje v svojih mislih in v svojih raziskovanjih in ne bomo povezani. Prek tehnologije pa ne more stvari funkcionirati. Tako, za občutek, kje vse smo nategnjeni. Tako, vse, kar se od nas zahteva, da grejo lahko kode skozi srce, je potrebna iskrenost, pristnost in avtentičnost. Iskrenost, pristnost in avtentičnost je enako bodi. Bodi to, kar si. In tak kot si, taka kot si, tako te vidi Bog. Ko greš med ljudi, pa se delaš malo drugačnega, ne? Bog te ne vidi tacga. Bog pravi, ne bodi tak. Ne biti taka, ker nisi taka. Jaz te vidim tako drugačno, ker imaš lepe lastnosti. Mnogo izmed ljudi se izogiba pogledati sami sebe, ker so
jedro noter je lepo, pri vsakmu, nepoškodovano, čisto in brezpogojno, neomadeževano. Čez to jedro so pa dela, na katere verjetno ljudje ne morejo biti ponosni, a ne? In ne morejo ljudje zagledati sami sebe, ko pa predtem zagledajo to nečedno dejanje in zdaj v bistvu za to nečedno dejanje v bistvu probajo koga kaj obtožiti, ne, pa obsoditi, najrajš pa sploh ne zagledajo tega, zato se namesto, da bi pogledali v sebe skozi te nečedna dejanja, v bistvu gledajo stran. In to je tisto, ko rečemo, ne boste najdeli sreče, resnice, ljubezni zunaj sebe, ampak znotraj sebe, within. Znotraj vsakega posameznika se tudi bije bitka za to osvoboditev od teh preteklih napačnih dejanj. Še enkrat, milijontič že, vsem je vse odpuščeno. Ni razloga za strah, ni razloga za preplah. Potrebno je, da spustite način delovanja, način maškaranja in v bistvu nekako mi probate verjeti, da se pogovarjamo o lepi, zlati dobi, ki je na pragu, vendar ne bodo do vas prišle ne finance, ne zdravje, ne nič, če ne boste porihtali pri sebi. Mislite, da bodo lažnivcem dali kvantni finančni sistem? Jaz mislim, da ne. Če bi jaz bil na čelu, tako kot je Trump, pa Putin, pa galaktiki, jaz bi rekel, najprej bi lažnivcem oduzel cash. Zdaj pa mnogi pravijo, ja, pa bo kvantni finančni sistem prišel, pa lažejo naprej. Ne me jebat. Jaz ga ne bi dal in sem prepričan, da je stvar nastavljena tako, da tisti, ki bo kaj lagal, mu bodo sredstva vzeta. Tako bi jaz razmišljal. In jaz mislim, da ne razmišljam narobe. Tako, evo še mogoče tale informacija, no, a smo zaključili tlele. Ne uporabljati stvari, ki se jih ne sme. 10-11 božjih zapovedi ni brez veze. Če želite doseči notranje kraljestvo, morate delovati tako, kot se zagre. 10 božjih zapovedi je treba upoštevati. Pa si želim še to enkrat bolj razdelati, da nam bo vsem jasen, kaj govori. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel. Jebem ti bogara jasnega, spoštuj očeta, on te pa sovraži, pa te skero po glavi. Mislim, ti ga pa spoštuj. Ma jaz. Ja, v redu, vse vem, da je revež ranjen, ampak ne gre za tega očeta in ne gre za to mater. Gre za mater zemljo in gre za očeta vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje. Zato, ker tole se ni slučajno naredili, ker pač mi živimo. Ta zemlja ni se tako zdaj slučajno. Nekaj jo goni, verjetno eter, verjetno energija, prek katere smo vsi povezani, neskončni ver energije in to energijo smo mi transformator te energije, si zastopimo. Mi ne znamo premoga narediti v paro, naše telo, in to ne gre. Naše telo pa zna iz etra narediti kaj, a ne? Ja, in tudi sončna energija je nam zelo pomembna, tako kot rastlinam. Sonce pa eter pa voda in idemo. In spoštuj in očeta in mati zemljo. Tako, zdaj, ko pogledaš tako malo po svetu, vidiš, kakšno nespoštovanje do narave je, precej noro. Včeraj sem šel tole mogoče za počes. V vodi se nahaja kolektivna zavest. To je bila trditev. In jaz sem rekel, jebem v sunce, če pa to, sem bi šlo, a ne? Voda ima spomin, nek japonski znanstvenik je to raziskoval, če vodi rečeš hvala, prosim, ali pa ji rečeš grd si, ne maram te, ne vem kva, pač voda zadržuje neki. In glede na to, da voda ima spomin, bi celo bilo verjetno, da je v vodi kolektivni spomin, ker jo pijemo, pa jo lulamo, pa jo gre voda skozi nas, jo imamo v možganski ovojnici, rodimo se, pravzaprav 9 mesecev smo v vodi, mi smo iz vode, in ta voda nekje, ko umremo, nekam gre, zato je kremiranje tako fajn, ne, ampak gre v paro. V vsakem primeru v vodi mora biti neka informacija, zaradi tega tokrat izgovorjeno watch the water in precej logično tudi, zakaj nam jo klorirajo, zakaj je deževnico zberati
nekih državah že celo prepovedano, oziroma se zaračunava, pri nas imamo tudi meteorne vode. Zakaj v bistvu se kanalizacija zbira, da se to vse skupaj zmeštraje in da se razbijajo te mogoče molekule ali pa informacije v vodi. Zakaj nam toliko izvirov uničijo, mnogo je uničenih izvirov, in zakaj so mnogi izviri omenjeni kot izviri vera življenja, ker je v tisti vodi verjetno zaradi nekih stvari v podzemlju neka informacija, ki je človeku dobra. Tako nekako mogoče za kontemplirati, v vodi se skriva kolektivna zavest in mi lahko informiramo vodo in voda lahko informira nas, tako kot človeška energija lahko pozitivno, dobra energija vpliva na negativno energijo, lahko tudi negativna energija vpliva na dobro energijo, če ta dobra energija ni stoična. Zdaj, jaz sam sebe smatram, da sem dober človek že od zmeraj, vendar nisem bil stoičen. Zdaj pa sem stoičen in name negativna energija nima vpliva, kot ga je imela pred časom. Mene se ne da vršiti iz tera. Zastopite, ne da se me sprovocirati, ne da se me užaliti, ne da se me prizadeti. Pomislite pri sebi. Zakaj vi to dovolite? To vi dovoljujete. Okolica je samo toliko predrzna, da vam to dela. Jaz vam tega ne bi naredil nikoli, ker nisem predrzen. Lahko pa osvetlim marsikomu, kje je ta točka, da se bo adaptiral pa popravil. Ampak verjetno bo mogel vsak sam pregruntati, kje je točka, ko bo treba spustiti vsako masko, vsako zakrivanje rane. Zdaj vsi imamo rane iz preteklosti, ne rabimo se na njih zgovarjati in na njih nanašati, prav je, da jih pozdravimo in se postavimo na svoje noge. Dobro, še to. Restless. Jaz sam pri sebi zaznavam, da precej sem utrujen, pa ne zaradi fizičnih aktivnosti. Mislim, da tole ni povezano niti z mentalnimi aktivnostmi, ampak s temi nadgradnjami DNK-ja, nadgradnjami kod naših, ki prihajajo, o katerih sem prej rekel. Spet tukaj ne dam roke v ogenj, zdravo zagotovo. Opozorjeni smo, da se mnogim dogaja pretirana, bom rekel, večja utrujenost, in dajte telesu, kar potrebuje, kar vam narekuje, dajte mu počitek, kolikor se pač da. Mnogi imate spremembe v prehranjevanju, pašejo vam stvari, ki vam niso nikoli, in ne pašejo vam stvari, ki so vam vedno. Nekateri ste mnogo žejni, nekateri niste žejni. Zelo pomembna stvar pa je, pa ne vem, sem jo tudi že v videih omenil, je pa to, da nam hobiji oziroma dejavnosti, ki so nam bile ljube, nimajo več take moči. Včasih smo imeli ene stvari, so nam bile prioriteta, najprej to, pol pa uno, pol pa to. Zdaj nekako so, vsaj zase lahko tudi trdim, prioritete face spremenjene. Celo za hobije nimam več, pa ne bom rekel vole časa, ampak nekaj drugega me še bolj veseli. Tako da malo bodite pozorni tudi na to, če vam se dogaja kaj drugače, je to zaradi tega, ker smo v shiftu. Mi smo v procesu dvigovanja, verjeli ali ne, od že davno leta 12 ali pa še celo kaj prej, ampak od sončnega mrka 8. aprila pa se stvari rapidno stopnjujejo in se bodo stopnjevale do septembra, novembra. Dajte biti pripravljeni, dajte delati na sebi, pridite do točke. Mnogi ste prišli do ene točke, pa ste se zaciklali. Ne upate se naprej, ne upate si za sabo pustiti nekih stvari, na katerih ste toliko let delali. Ne rabite jih. Izguba je izguba, spustite preteklost zadaj, to je tako, si nekako, če damo prispodobo, kot da bi celo življenje zbirali denar in zdaj
bi vam človek rekel, vi imate kovček 1 milijon in zdaj bi rekel, alright, če bi račel naprej, kovček tle pust. Ne? Ampak zavedi se, da greš v nekaj veliko lepšega. Kovčka pa tam ne boš rabil. To je ta percepcija, ki jo imamo. Zdaj sem dal, cash je prispodoba za to. Za stvari, na katerih ste delali, boste mogli spustiti. Mi je zelo žal, če je človek hodil v, ne vem, dolgo izobraževanje in bo zdaj gotovo, da s tem se nima kaj pomagati, ker je vse fake, vse je narobe, vse je to bilo z namenom manipulacije in kontrole sveta. Kontrolo sveta prevzema srce, ljubezen, ponižnost, sočutje, spoštovanje, sodelovanje in tako naprej. Totalitarizem, žal, ne več, kapitalizem pa ja. Dragi moji, želim, da ste veseli, pogumni, da zaplešate v dežju, da vas malo pere in kar ne vas pere. In če vas pere, kar ne vas dobro spere, ne vas pere do konca. Nič se bat, nobenemu ne bo nič hudega. Bolijo stvari, verjamem, da bolijo na čustvenem nivoju. Spustite, pa bo lažje, zagotovo. Ne se ciklati to je spet kot konj, ki gleda tako v eno točko. Dajte odpreti pogled, svet je lep, pred nami so velike stvari, marsikaj bomo mogli pustiti zadaj. Boste, mislim, jaz sem s tem šel počas. Nič se sekirati, vse je v redu in vse bo dobro. In ker bo vse dobro, vam tudi želim vse dobro. A ne? Kakor sleherni dan. Držite se. Čau, čau.